varnost. Vsem in brez izjem in da zakoni veljajo za vse in brez izjem na enak način. Hvala vsem za udeležbo. Srečno. Velikonočne dobrote so že pripravljene. Praznična šunka krasali prekajen vrat 3,69 €. Velikonočni kruh s pehtranom 1,39 € in potica žito kar 50% ceneje. Moj dan, vsak dan. Mercator, moj najboljši sosed? Ta petek in soboto si kaj posebnega privoščite s kuponom za 20% popust iz našega letaka. Moj dan, vsak dan. Mercator, moj najboljši sosed? Razširite brezskrbno komunikacijo z mobilnim paketom Brezskrbni za 2 uporabnika. Izkoristite posebno ponudbo in si zagotovite neomejene klice in sporočila že za 15,98 € na osebo. Skupni prenos podatkov kar 10 GB pa plačate po porabi, a ne več kot 5 € na mesec za oba. Navdušila pa vas bosta tudi nova napredna mobitela Samsung serije A 2016 po ugodni ceni. Za najbližje gremo najdlje. Telekom Slovenije. Ne zamudite novih radosti z akcijskim paketom Enostavni 1000+ z dvojno količino enot. Odslej lahko za isto ceno izkoristite kar 2000 enot, povsem po svojih željah. Ujemite priložnost do konca marca. Izberete pa lahko tudi ugoden mobitel Microsoft Lumia 550 z najnovejšimi funkcijami. Za najbližje gremo najdlje. Telekom Slovenije. Sklenite svoj krog varnosti. Poenostavite in prihranite. Adriatic Slovenica. Zavarovalnica z največ zelo zadovoljnimi zavarovanci. Pred prazniki kupujte še posebej ugodno. Svinjski kare brez kosti 4,49 €. Odojek v kosih 3,98 € in 15 jajc 1,49 €. Moj dan, vsak dan. Mercator, moj najboljši sosed? Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Teroristični napadi v Bruslju, ki so terjali 34 življenj, so znova pokazali ranljivost evropskih držav, ko je govora o boju proti terorizmu. Obenem so napadi znova odprli vrsto varnostnih vprašanj, ki pa še niso dobila odgovora. Najpomembnejše je, kakšne ukrepe bodo evropske države sprejele za zaščito svojih prebivalcev. Podporniki ISIS-a so na spletu že glasovali o tem, katera naj bo naslednja tarča islamističnih skrajnežev, kakšne barve bo Eifflov stolp po naslednjih napadih, se je glasilo vprašanje. Pariška znamenitost so po bruseljskih napadih, tako kot številne znamenitosti po svetu, znak solidarnosti obarvali v barvi belgijske zastave. Največ glasov je prejela Velika Britanija, sledita Združene države Amerike in Rusija. Seveda o teh vprašanjih se bomo nocoj pogovarjali s strokovnjakom za varnostno vprašanje, gospodom Urošom Svetetom iz Fakultete za družbene vede. Žal v studiu ni gospoda Klemna Grošlja iz Fakultete za družbene vede, pa bi mogoče najprej vas, gospod Svete, vprašal, katere bodo po vašem naslednje tarče islamskih skrajnežev? Dober večer. Kar zadeva same naslednje tarče, pravzaprav, oziroma države, je izjemno težko napovedati, glede na dejstvo, da seveda je pravzaprav to, kar ste omenjali, ne, to glasovanje en samo pokazatelj, katere države vse bi lahko bile naslednja tarča. Dejstvo je, da so nekatere že bile, bomo rekel, prizadete za samimi napadi, oziroma vse te tri, ki so na vrhu te lestvice, tako Velika Britanija kot ZDA in kot tudi seveda Ruska federacija. V vsakem primeru pa je bistvo terorizma ravno v tem, da izbira tiste cilje, pravzaprav, ki
v neki točni, določeni časovni točki dosežejo največji učinek oziroma največji odmev. In v tem smislu seveda je morda lahko ravno nekaj tretjega tisto, kar bo najbolj verjetno. Vas je presenetil ta podatek obveščevalnih služb, da je za napade v Evropi izurjenih najmanj 400 borcev, po nekaterih podatkih pa naj bi bilo v Evropi celo okrog 5000 ljudi, ki so sumljivih posameznikov. To je seveda direktor Europola povedal za britanski BBC, da je džihadistična mreža v Evropi veliko večja, kot so najprej domnevali, in da gre za približno 5000 sumljivih posameznikov, ki so se radikalizirali v Evropi, odšli v Sirijo in v Irak nabirati bojne izkušnje, zdaj pa se nekateri že vračajo na staro celino. Vas je ta podatek presenetil, ker na začetku se je govorilo o 90-ih, še pred, mislim, dnevom, dvema, da je 90 potencialnih islamskih skrajnežev, potem se je ta številka povečala na 400, zdaj pa se govori že o 5000 ljudeh, ki so sposobni, ki so radikalizirani in sposobni izvesti teroristične napade. Ta podatek nikakor ni presenečenje. Recimo, če pogledava analize, ki jih izvajajo, ki jih izdelujejo dejansko na Londonskem centru za proučevanje radikalizacije, ki deluje v okviru King's Collegea, je zelo lepo vidno, da je število evropskih državljanov, ki so odšli na Bližnji vzhod, bistveno večje. Skratka, dejstvo seveda je, da je to Belgija glede na število prebivalcev država morda, ki je v vrhu, ampak seveda ne pozabi tudi borcev, ki so prihajali oziroma ki so nabirali svoje izkušnje tako iz Nemčije kot tudi iz Velike Britanije, skandinavskih držav, skratka tudi Avstrija, in mislim, da ta podatek ni presenečenje, mislim celo, da je prenizek. Ker če bi bilo samo 400 potencialnih napadalcev problem, potem mislim, da to za obveščevalne službe ne bi bila nikakršna država, da bi jih identificirali in tudi seveda nadzirali. Mislim, da je podatek prenizek. Zdaj, slovenska policija je nekako s temi okrepljenimi aktivnostmi na področju protiterorističnih dejavnosti začela že takoj po lanskih terorističnih napadih v Franciji, vse tako zagotavljajo. Ob tokratnih napadih v Bruslju pa je policija ponovno pregledala navodila in dopolnila z nekaterimi ostrejšimi ukrepi, predvsem na mejnih prehodih in letališčih ter spremljanjem določene populacije v notranjosti države. Zdaj, danes smo bili pač priča seji vlade, kjer je takoj po seji vlade bil nek sestanek, na katerem so bili tako zunanji minister kot direktor policije, gospod Fank, in vsaj po teh informacijah, ki so danes prišle iz vlade, naj bi predvsem poskrbeli za ljudi na diplomatskih predstavništvih oziroma na delo v tujini, ki pač delajo za državo Slovenije na različnih področjih, in naj bi poostrili pač njihovo varnost. Ali kako komentirate te ukrepe Slovenije? No, ukrepi, kar zadeva vse države, ne samo Slovenije, seveda jih lahko delimo v dve skupini. Prva je tako nanih transparentnih ukrepov. To so tisti ukrepi, ki jih vidimo vsi državljani, in to pomeni, da se ali na ulice ali seveda tudi na meje ali pa tudi na določene točke tako imenovane kritične infrastrukture seveda namesti večje število policijskih enot. To je pravzaprav neke vrste simbol, da država ima še vedno kontrolo nad razmerami in da se državljani lahko počutijo bolj varne. Drugi del ukrepov je pa tisti, ki jih ne vidimo. To so pa dejansko ukrepi, ki so seveda povezani tako z uporabo posebnih enotnih sredstev, ko gre za izmenjavo tudi podatkov z drugimi državami, ko gre za sodelovanje, se pravi, tako policije kot tudi obveščevalno-varnostnih služb in tako naprej. Skratka, to so dejansko dve sorti ali pa dve vrsti ukrepov, ki jih država lahko izvajajo. Zdaj, seveda, dejstvo je, da je problem ravno pri terorizmu, da države po tistem prvem šoku potem vse govorijo o tem, da dvignejo neko pripravljenost, ampak verjemite mi, da teroristi to vedo in oni pravzaprav ne bodo delovali takrat, ko bodo ukrepi na najvišjem nivoju. In države seveda po drugi strani pa zelo težko dolgo časa izvajajo tako poostrene ukrepe, recimo kot ste zdaj videli tudi v primeru Bruslja, kjer policija v civilu ali pa uniformirana policija
preverja pravzaprav vsakega posameznika, ki vstopi na vlak, njegovo prtljago in tako naprej. Takšnih ukrepov izvajati dolgoročno ni nemogoče. Zdaj, zanimivo je to, ne, mislim, danes sta sicer notranji minister in pravosodni minister v Belgiji ponudila odstope, ampak zanimive so te kritike na račun evropskega boja proti terorizmu, ne, namesto tako recimo izraelski minister za obveščevalne dejavnosti in promet Katz pravi, namesto da bi se borili proti terorizmu, raje jedo čokolado, tako je belgijske oblasti okrcal izraelski minister, če bodo v Belgiji še naprej jedli čokolado in uživali življenje ter se predstavljali kot veliki demokrati in liberalci, namesto da bi se odločili, da nekateri muslimani v njihovi državi organizirajo terorizem, potem se ne bodo mogli boriti proti njem. Ne? V bistvu, kako komentirate te, bi rekel, te kritike na račun predvsem belgijskih varnostnih sil, ne nazadnje pa tudi na vse bolj močne kritike na račun Evrope, ki prihajajo iz Združenih držav Amerike predvsem? Glede Belgije je treba poznati zgodovino te države in tudi njen ustroj. To je država, ki je dejansko izjemno decentralizirana v tem smislu, da ima pravzaprav 3,5 entitete, torej Flandrijo, Valonijo, Bruselj in še en del, ki je nemško govoreči, in te med sabo zelo slabo pravzaprav dejansko so povezane. To je en problem. Drug problem je, kot veste, iz zelo, bi rekel, novejše zgodovine, da je Belgija imela hude težave pri sestavljanju nove vlade. Zdaj, seveda, ko gledamo mi gospodarstvo, ne, ki lahko deluje brez vlade, se celo lahko tudi vzpostavi neko mnenje, češ država lahko deluje brez vlade. Morda res na gospodarskem področju, vendarle, na področju tiste klasične tradicionalne države, kot je tudi varnostni aparat, se pa takšne zamude zelo poznajo. In dejstvo je, da vladajoča pravzaprav politika na federalni ravni, torej na zvezni ravni v Belgiji, je tukaj naredila nepopravljivo škodo. Torej sami državi. Druga stvar, ki je pomembna, je, da Belgija ima tudi varnostni aparat izjemno decentraliziran. Imate pravzaprav pristojnosti na teh entitetah, to pomeni, da imate policijo Flandrija, Valonija, Bruslja in tako dalje, in še na občinski ravni in izmenjava podatkov je zelo slaba. Poleg tega se pa tudi se bolj govori o tem, da so belgijske oblasti naredile hude napake v zadnjem času, zlasti ko je šlo za aktivnosti po napadih v Parizu, ker kot veste je bil seveda takoj Bruselj tisto žarišče, kjer naj bi se ti napadi tudi koordinirali. Pariški. Tako, mislim v pariških napadih. In potem, to se pravi dejansko že konec lanskega leta je bilo v Bruslju kar nekajkrat dvignjena stopnja nevarnosti oziroma ogroženosti pred terorizmom na najvišjo raven. To pomeni, da seveda, kaj so oni v tem času počeli, seveda so iskali pravzaprav odgovorne za napad v Parizu. Dejstvo pa je, da s tem, ko so prijeli pravzaprav glavnega koordinatorja, če tako rečem, pariških napadov, so seveda vse ostale celice v Bruslju spravili v neka vrste kot. Ker so se preprosto začele te celice bati, da bo glavni koordinator torej dejansko povedal preiskovalcem več, kot bi seveda po njihovem mnenju bilo potrebno in bi s tem seveda njihova varnost ogrozil. Torej je neka vrsta ta aretacija povzročila neko reakcijo, ki se je potem končala z napadi v Bruslju. In to bi še omenil morda izjavo turškega predsednika, ki je omenil, da so enega od napadalcev pravzaprav vrnili Belgiji, oziroma so ga izgnali iz Turčije in ga vrnili Belgiji, ta pa ga je potem seveda spustila na svobodo. Torej, skratka, to so hudi očitki, tako iz mednarodni okolja, kot seveda tudi, bi rekel, notranji in zato ni nelogično, da sta v bistvu pristojna ministra ponudila svoj odstop, kot seveda izraz neke objektivne odgovornosti. Zdaj, rekli ste, da je Salah Abdeslam, ki so ga pač prijeli, v bistvu prejšnji teden, vi se, bi rekel, ste privrženi z te teorije, da pač so na nek način ti napadi posledica tega prijetja Abdeslama. Posredno gotovo. Se pravi, zdaj, ne glede na to, ali je
bil, se pravi, on tisti, ki bi bil neka vrsta vodja ali pa ne. Dejstvo je, da je imel veliko podatkov o samih celicah v Bruslju. Da so bruseljski pravzaprav podporniki bili z njim v neposrednih stikih, da je Melenbeek dejansko bila sosedska, kjer se je to dogajalo. In ko se seveda tako osebo prime, potem vi veste danes, da je zelo težko pravzaprav potem ustrajati še vedno v neke vrste tajnosti in zato so se zbali neko njegovi privrženci oziroma njegovi sobojevniki, če tako rečem, da bo izdal tudi njihove podatke, ki bi potem lahko privedli do aretacij, kar tudi kažejo potem ta poslovilna pisma, ki so bila objavljena. In to je bilo tisto, kar je potisnilo te napadalce v aktivnosti, kot so jih potem tudi izvedli. Kako pa komentirate dejstvo, da so pri teh bi rekel, v bistvu na domu obeh teh samomorilskih napadalcev, obeh bratov El Bakrui našli recimo še 15 kg eksploziva, potem v bistvu veliko število snovi za izdelavo bomb, vsaj za 10 takšnih detonacij, kot smo jim bili priča v Bruslu, v bistvu. Zdaj morda se bo slišalo, pa bo to malce cinično, ampak dejstvo je, da napadi v Bruslu niso zahtevali veliko žrtev. To morda se sliši. To se pravi, da niso bili tako, da niso bili, bi rekel, da so bili nekako bili bi lahko mnogo bolj ubojni. To se pravi, lahko bi mnogo več žrtev povzročili, glede na to, kje so bili izvedeni. Če se spomnite primerov Londona in Madrida, ko je šlo za podobne cilje, se pravi za železniške oziroma za železniško komunikacijo. V vseh treh primerih imamo napade na železnico ali pa na metro. Dejansko, če bi prišlo do aktivacije samomorilskih jopičev, ki bi bili polnjeni z kovinami, žeblji in tako naprej, bi bilo teh žrtev še veliko več. Po nekaterih informacijah ne bi ravno v bistvu taksi bil tisti, ker so dobili premajhen taksi, da bi vse svoje še en kovček je ostal v hiši. In ravno kovček z žeblji. Kovček žeblji, ki je bil potem tudi, ta taksist je bil tudi potem sled za preiskovalce. Skratka, če upoštevate uro, ki so jo izbrali, to se pravi dejansko čas v dnevu, ko je zelo veliko uporabnikov, tako letališča kot seveda tudi metroja, bi seveda bil bolj, bi rekel, premišljen iz njihovega zornega kota napad, lahko še veliko bolj smrtonosen in bi lahko šteli žrtve v nekaj 100. Zdaj, seveda, vi ste omenili to povezavo med napadi v Parizu in pa napadi v Bruslu 22. Nekatere zadeve so pravzaprav nekateri ljudje, ki so nastopali v teh celicah, so direktno povezani, preživeli napadalec na Pariz, Salah Abdeslam, ki so ga pač prijeli v Bruslu, naj bi bil direktno povezan z domnevno enem izmed napadalcev na letališču v Bruslu, ki je veljal za izdelovalca bomb in za osumljenca vpletenega v napade v Parizu. To je Naim Lakrouči, če sem prav prebral, in ta naj bi bil v bistvu ubit. Je pa zanimivo, vedno nekatere neznanke so vendarle, to se pravi, neidentificiran napadalec na letališču še vedno na begu, ne ve se, kdo je bil človek v tej svetli obleki in s klobukom. Poleg tega naj bi še en napadalec, ki je bil ki ni vstopil v metro z tem drugim samomorilskim napadalcem, eden izmed bratov. Poleg tega se pa zdaj govori še kar o nekih 5 ljudeh, ki naj bi se odpeljali iz letališča v avtomobilu. Zdaj, precej je bilo zmede v bistvu z temi, kdo je vpleten, kdo ni vpleten, kdo je pravzaprav umrl na letališču v teh napadih. Tako da se mi zdi, da
je precej še neznank v bistvu za preiskovalce. Popolnoma se z vami strinjam. Zdaj, seveda, dejstvo je, da je policija očitno bila pod hudim pritiskom zlasti javnosti in je zelo hitro izdajala oziroma tudi objavljala javne informacije, ki jih je potem morala tudi preklicati. In to je v bistvu en problem, ki seveda je del kriznega komuniciranja vsake takšne institucije, ko po eni strani želijo seveda vsi, javnost, novinarji, čim hitrejše odgovore, po drugi strani seveda pa je treba tudi zavarovati interese preiskave. Kar seveda je ključno je to, da se dejansko čim prej identificira vse, tako izvajalce, kot tudi seveda tiste, ki so morda vodili in niso umrli v tem napadu, da se potem iz tega lahko izriše neka mreža. Namreč zdaj seveda ni samo pomembno za to, da mi določimo ime samomorilskega napadalca zaradi samega napada, ampak dejstvo je, da se potem na osnovi tega lahko z podatkovnim rudarjenjem izoblikuje socialne mreže, da se dejansko vidi, s kom je bil on povezan in se potem lažje deluje preventivno, da se ne bi dogajali prihodnji napadi. Mislite, da bi na osnovi teh napadov v Parizu in dejstva, da so pravzaprav več kot 4 mesece iskali preživelega napadalca v Parizu, Salaha Abdeslama, mislim, da je praktično živel na tako rekoč nasproti policijske postaje nekaj časa, da je to bilo zelo, bi rekel, da je to bil tisti kritični moment, ki je pripeljal do teh napadov. Če bi seveda Abdeslama prijeli prej, da bi mogoče lahko preprečili te napade v Bruslu? Jaz mislim, da to ne bi bilo, da to v bistvu ni direktno povezano. Tudi če bi Abdeslama prijeli prej, bi morda se zgodilo isto. Torej isto bi seveda lahko pravzaprav njegovi sobojevniki ali pa pripadniki, se pravi teh njegovih mrež, enako se počutili ogrožene in bi enako izvedli. Torej enake napade. Kar je morda, če še to, ko govorimo o Abdeslamu, povem, se mi zdi izjemno res, da 4 mesece so potrebovali za njegovo identifikacijo oziroma tudi lociranje in aretacijo. Zdaj, dejstvo je, da se je skrival pravzaprav tam, kjer bi morda laično najmanj pričakovali. Ampak zdaj v principu se pa seveda lahko tudi drugače vprašamo. Skrivaš se tam, kjer nihče ne bo pričakoval, da bi se lahko skrival. In to je čim bliže policiji, točno to. Tako da po drugi strani se pa strinjam tudi z mnenji, ki so bile tudi že izražene v Sloveniji, da je takšno delo obveščevalnih služb, tudi policije, ne samo belgijske, tudi francoske, pravzaprav resnično samo en odraz, kako velik problem je dejansko danes terorizem, varnostna politika, predvsem pa kaj pomenijo dejansko danes odprte meje v Evropi, ko gre za varnost. Vi ste na začetku, ko ste se pogovarjali, ste rekli, da je v bistvu ta evropska, bi rekel, to, kar se pravzaprav definirala na začetku, ta evropska varnostna politika, da je zelo, bi rekel, če se, bi rekel, zelo nekritično izrazim, da je zelo na trhlih nogah in da je, lahko rečemo, neučinkovita. A je to zdaj zaradi tega, ker pač nismo uspeli vzpostaviti neke te ideje o skupni evropski varnostni agenciji oziroma izmenjavi informacij, ali je to posledica decentralizirane te varnostne evropske politike, ki je pač prepuščena posameznim državam in pa mogoče kakšni izmenjavi podatkov. Jaz bi v prvi vrsti rekel, da to ni posledica delovanja varnostnih struktur kot takih. To je posledica nejasnosti prihodnosti in sedanjosti Evropske unije. Torej, bolj gre za to, da nimamo dejansko danes nekih političnih voditeljev, ki bi imeli jasen cilj. Če primerjate Združene države Amerike in Evropsko unijo, zdaj si predstavljate, da bi v Združenih državah Amerike prišlo do nekega napada v, ne vem, Teksasu in bi seveda se Teksas potem dogovarjal z državo, ne vem, Arizono ali Novo Mehiko, na kakšen način bo ali ne bo izmenjal podatkov. Predstavljate si, da bi vi vstopili v ZDA in Teksas ne bi vedel, ali ste vi v ZDA ali niste. Skratka, dejstvo je, da smo z prostim prehodom, predvsem ljudi in pa tudi blaga, kar je bilo ena osnovnih evropskih idej, mi dejansko vzpostavili na pol državo in
k temu dodali potem še enotno monetarno unijo. To se pravi, da smo dobili 3 zelo močne državne atribute. Nismo pa naredili koraka naprej. To se pravi na področju varnosti in na področju varnosti, na področju seveda tudi pristojnosti držav. Ker se ne more zgoditi pravzaprav, da države odločajo, ali bodo sodelovali ali ne bodo sodelovali. Omenjali ste agencijo za, tudi danes smo slišali idejo o nekih evropski protiteroristični policiji. Bile so ideje o evropski obveščevalni službi. Bile so ideje o evropski vojski. Bile so ideje o Frontexu, ki ne bi postal evropska mejna straža. To so vse ideje, ki se na koncu nobena od teh idej ni implementirala. Skratka, dejstvo je, da voditelji, pravzaprav nacionalni voditelji, nimajo interesa, da še več svoje pristojnosti prenesejo na Evropsko unijo. Na Evropski uniji pa, če smo odkriti, delujejo politiki iz drugega razreda. Zdaj, zanimivo se strinjam, danes je recimo Madžarska predstavlja svoj paket načrtovanih protiterorističnih ukrepov odzivov na te torkove napade v Bruslu. S temi ukrepi naj bi olajšali nadzor telefonskih in spletnih komunikacij. Nove protiteroristične ukrepe je napovedala tudi Poljska, ampak ni pa, bi rekel, danes je sicer bil sestanek notranjih ministrov, ni pa slišati recimo neke odločilne besede, kaj se bo pa na nivoju Evropske unije pravzaprav zgodilo z to varnostno politiko. Veste, to je preprosto, se mi zdi, kot nek reality show postal. Mislim, ta odnos evropskih politikov in državnih politikov, ko seveda se srečajo z svojimi kolegi v Bruslu in kako oni rešujejo probleme. Recimo 3 leta ali še celo več se pogovarjajo o tem, da ne bi imeli neke vrste bazo podatkov, kjer bi beležili vse vhode oziroma izhode iz Evropske unije, ko gre za migracijo. Torej ne mislim na migracije, te, ki smo jih bili priča, ampak ko gre za dejansko prestop meje. Tega še dan danes ni. Dogodil se je Pariz, dogodil se je Bruselj. Po Parizu je Francija objavila, mi smo v vojni, če bo nihče ni vedel, kaj to pomeni. Po Bruslu je Belgija objavila, mi smo v vojni, pravzaprav nekaj časa traja neka vrste psihoza. Potem se seveda stvari utečejo, postavijo v neko normalo in do naslednjega napada oziroma do naslednjih smrti žrtev gre zadeva naprej. Skratka, nihče ne odgovarja za to, da so se napadi zgodili, nihče ne spremeni napak, ki jih očitno vsi, za katere vsi vedo, da obstajajo. In torej samo dejansko vsak napad je samo neka vrsta etapa v procesu do naslednjega. Ja, zanimivo je to, kar ste že prej omenili, Ibrahim el-Bakrui, ki se je razstrelil na letališču, je Turčija lani 2-krat, ne le enkrat, kot pravi turški premijer Recep Tayyip Erdogan, deportirala na Nizozemsko in o tem obvestila tudi Belgijo. Predstavniki turških oblasti pravijo, da so el-Bakruija prvič izgnali junija in nato še enkrat avgusta. Belgija je ignorirala turška opozorila, da gre za borca, ki je, pravijo, v bistvu, da gre za borca islamske države in da je zelo nevaren in te zadeve. To je samo dokaz tega, na kakšen način se država vede do tega problema. Zdaj, točno sicer ne vem, za katerega od napadalcev je šlo, vem pa, da so mediji poročali, da je bil star znanec policije. Ibrahim da je bil celo že obsojen na, mislim, da na 6 nekoliko ali celo 9 let zapora. Skratka, dejstvo je, da se možakar ni znašel v zaporu. Tako da tu dejansko ne gre samo zdaj za neko veliko odgovornost policije, ampak gre dejansko za odgovornost tistih glavnih temeljev, ki jih ima država. To je tako pravosodje, kot seveda tudi varnostni sektor, kot tudi jasno oznoje tega policija. Dobro, jaz bi predlagal, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo takoj po oglasih. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Pogovarjamo se s strokovnjakom za varnostna vprašanja, gospodom Svetetom. Zdaj, zanima me, vi ste že prej omenili, ta, bi rekel, to sporočilo materi od Ibrahima el-Bakruija, ki je v audio sporočilo materi, ki ga je pustil na svojem računalniku, ki so ga potem našli v smeteh blizu stanovanja, kjer so živeli teroristi. On je napisal, da je ves čas na begu, ne ve, kaj naj stori, povsod me lovijo, nikjer nisem varen. Če bo šlo tako naprej, bom končal v zaporniški celici
poleg njega, ne, to se pravi, očitno je imel v mislih Salaha Abdesalama. Ne. Zdaj, seveda, kar je pa še bolj, bi rekel, grozeče, ne, pri celi stvari oziroma grozno, da naj bi brata pripravljala, ki sta se razstrelila, eden na letališču, eden pa na železniški oziroma postaji, da naj bi pripravljala tudi napad na jedrsko elektrarno. Ne. Direktor Europola je pravzaprav opozoril, ne, da bi islamski ekstremisti utegnili izvesti več terorističnih napadov, predvsem nakazujejo, že pri pariških napadih se je nakazovalo, da bi lahko bila tarča tudi nuklearka. Zdaj, v teh napadih se je pa pravzaprav prek video kasete, ki so jo našli pri bratih El Bakrui, videlo, da sta pravzaprav več dni snemala skrito kamero direktorja Centra za nuklearno energijo, in to pa pomeni, da mogoče tarča, da je bila tarča pravzaprav napada najprej jedrska elektrarna in šele potem, da je prišlo do teh, bi rekel, napadov na letališču in pa na železniški postaji. Ne. Glejte, pri terorizmu je zadeva zelo preprosta. Bistvo terorizma kot komunikacije je, da povzroči šok, da povzroči pravzaprav neko izjemno presenečenje in dejansko tudi občutek nemoči pri nasprotniku. In če pogledamo napade, ki so se dogajali po Evropi, ko smo jih že omenjali, tako London kot Madrid, tam so bili napadene dejansko javne infrastrukture. V Parizu se to že delno spremeni in so napadena zabavišča in pravzaprav nogometna tekma, torej zabava. To se pravi, tu so vsi govorili o tem, da so napadli naš način življenja, v bistvu evropski način življenja. Torej, ne, in vsak tak napad, ki se zgodi naslednji, mora spremeniti neko ustaljeno prakso, mora biti še dodatno, bi rekel, bolj učinkovit v tem smislu, da še večji šok povzroči. Gotovo so jedrske zmogljivosti takšne narave, da se ves čas pojavljajo kot možna tarča. To tudi veste, ne nazadnje, če pogledamo našo osamosvojitveno vojno, tudi mi smo se bali, da bi morda jugoslovanska armada ne napadla Krškega. Skratka, to je neka vrste vedno, bi rekel, grožnja. Najbolj nočna mora. Nočna mora. In dejstvo je, da v Belgiji po nekaterih podatkih, ki sedaj seveda šele prihajajo na dan, se dejansko že tudi same varnostne strukture vedo vse za zadnjih 5-6 mesecev, da se pripravlja nekaj velikega oziroma nekaj v smeri proti njihovim jedrskim zmogljivostim. Ali je to direktni napad, ali je to seveda ugrabitev ali kaj podobnega, to je zdaj težko reči, ampak v vsakem primeru bo dejansko problem v tem, da bo vsak naslednji napad moral biti še bolj odmeven, vkolikor se bomo seveda mi kot družba navadili na recimo to vrstne, kot so bili zdaj v Bruslu, in zato seveda je tveganje tudi za dejansko neko večjo kataklizmo toliko večje. Dejstvo je, da kar je morda iz tega, iz vaših informacij tudi zelo razvidno. Iz videomateriala. Iz videomateriala. Zdaj, sicer so ti podatki so malo, bi rekel, po enih informacijah naj bi šlo za direktorja Centra za nuklearno energijo, ne? Po drugih informacijah naj bi šlo za sektorskega vodjo enega izmed belgijskih jedrskih elektrarn, ampak očitno, da je ta material se pojavil in presenetljivo je, ne, da so lahko več 10 ur materijala, kjer so spremljali praktično vsak korak te tarče posneli na kamero in da nihče pravzaprav ni opazil ničesar, mislim, nenavadnega in da ti ljudje sploh niso varovani. Dve stvari bi tukaj izpostavil. Prva stvar je povezana z pravzaprav temi tako imenovanimi jedrskimi zmogljivostmi v Belgiji. Nemški časopisi danes poročajo o tem, da v določenih, torej da belgijska oblast dejansko je izvedla kar nekaj evakuacije osebja
iz teh zmogljivosti. Iz 2 elektrarn. Iz 2 elektrarn in sedaj oblasti preprečujejo zaposlenim vstop v elektrarno. Očitno so osumljeni med zaposlenimi. To se pravi, mi smo, in to je velik problem ne samo v primeru terorizma, ampak nasploh, mi smo izjemno veliko pozornost dali tehnologijam, ne pa človeku. Varnostnega preverjanja. Varnostnega preverjanja ni in tako dalje. Skratka, in očitno je seveda, da je prišlo do neke vrste kontaminacije osebja, sicer ne bi blokirali dostopa zaposlenih. Ljudem, ki so zaposleni, ampak bi v bistvu blokirali dostop eventualnim nezaželenim vstopom ljudi, ki nimajo avtorizacije. Mogoče še ena stvar, druga zadeva pa je povezana s tem, kako danes lahko kriminal in teroristi uporabljajo tehnologijo. Torej uporabljajo jo lahko na isti način, kot jo uporablja policija ali obveščevalne službe, ne da bi seveda za to potrebovali dovoljenje sodišča. To se pravi, danes vi lahko kupite na prostem trgu miniaturne snemalne naprave, kamere in tako dalje, brezpilotna letala, s katerim pokrivate lahko polovico mesta in nihče za to ne ve. Skratka, uporabljate lahko enako tehnologijo ali pa še boljšo kot državne strukture. No, vse to ste pravzaprav upozorili na zanimiv problem kriptiranih sporočil, ki jih praktično ni mogoče razbiti. Mislim, da je ena od takih ta telegraf, ali kako se imenuje, ker se praktično sporočila po par minutah zbrišajo in so kriptirana in jih ni mogoče razbiti in zgleda, da bi rekel, ti teroristi uporabljajo najbolj moderne oblike komuniciranja in so seznanjeni z vsemi praktično zaščitami, v bistvu vsaj tako, kot ste rekli, kot varnostne službe. Glejte, kar zadeva komunikacij, mi morda malo podcenjujoči menimo, da so to neizobraženi ljudje, da so glede na to, da seveda se odločajo potem za neke samomorilske napade, ampak že podatki kažejo iz leta 2001, ko se je zgodil prvi tak velik napad na ZDA, da so dejansko ga vodili in tudi izvedli izjemno izobraženi, tehnični, se pravi, podkovani. Ali so imeli v bistvu, bi rekel, fakultete, končane fakultete z tehničnimi in matematičnimi oziroma računalniške smeri. Drži. In potem recimo v primeru Pariza se je pokazalo, na kakšen način so uporabljali za komuniciranje kriptirane sisteme na PlayStationu, niso uporabljali neke klasične elektronske pošte ali kaj podobnega. Uporabljali so tako imenovani darknet, se pravi neke vrste temeljni del interneta, ki ni indeksiran, torej ki ga ne vidiš v Googlu in ki ga tudi razmeroma težko nadziraš, ker gre preko ogromno proxy strežnikov. Skratka, dejansko imamo tu problem, da se naša informacijska tehnologija lahko zlomi, v bistvu na tem. Tako zlomi zelo hitro, ker tudi ni bila narejena za to, da bi bila v tem smislu odporna. Zdaj, zanima me še mogoče malo, kakšna je pravzaprav psihologija teh celic. Očitno so pač ti islamisti, ki so se vrnili, ali so večinoma, zdaj zanimivo je, da večina teh sodelujočih v teh napadov ni iz te kvote begunca, ampak da so to ljudje, ki so zrasli v Evropi in gre za drugo in tretjo generacijo, ki so pač ali so seveda bili na bojiščih v Siriji in so se tam izobraževali zelo dobro, očitno tudi v izdelovanju bomb, v izdelovanju v bistvu samomorilskih jopičev in teh zadev. Zanimivo je, da enostavno je prišlo do nekega, mislim, poskuša se pač pripisati temu migrantskemu valu, v bistvu velik del krivde za te teroristične napade. Kakšno je vaše stališče? Ali lahko rečemo, da je ta migrantski val v bistvu kriv za to, da so se izpopolnile te celice oziroma da so se skadrirale? Ker nekateri sodelujoči pa vendarle so prišli preko te ali balkanske ali preko Madžarske, ki so se razstreljali v Parizu, recimo. Zadnji migrantski val gotovo ni neposredno odgovoren za te napade, ker ne smemo pozabiti, da Evropa ima dolgo zgodovino terorizma
Seveda morda malce drugačnega, ne somalijskega. Somalijski terorizem je res nekaj novega. To smo na bližnji, to smo v glavnem gledali na Bližnjem vzhodu, ne? Da bi se sami sebe ubijali. Tako, potem vendarle ne pozabiti, da nekaj let nazaj smo imeli teroristične napade na Severnem Irskem, v Veliki Britaniji, v Nemčiji smo imeli Baader-Meinhof, imeli smo Rdeče brigade v Italiji, imeli smo v Franciji Korziko, Baske, skratka en kup enih problemov, vendar to so bili dejansko, to je bil tisti klasičen terorizem, kjer se je zgolj z nekimi grožnjami, z nekimi bombami in tako naprej upozorilo. In z napadi predvsem na varnostne sile oziroma na vojsko. Na vojsko in pa, da so opozarjali samo na svojo prisotnost. Oni so potem poklicali policijo, tam je bomba in povedali, kje je bomba. Danes je seveda to neka druga zgodba. Zdaj, kar zadeva sam migrantski val, jaz bi tako rekel, Sirija je gotovo v nekem simbolnem smislu pomembna za motivacijo teh, recimo, ali pa tudi aktiviranje teh terorističnih celic. Ni pa Sirija ključnega pomena. Zdaj, Islamska država, veste, to je v bistvu država, ki je bolj ideologija kot država. Islamska država po nekaterih podatkih bo izginila iz zemljevida v roku nekaj mesecev. Danes recimo ste videli uspehe mislim, da na Palmiri. Na Palmiri sirske vladne. Mosul. Tako, in Mosul, v primeru Mosula so pa iraške sile skupaj z kurdskimi pešmergami začele z ofenzivo. Tako da dejansko je za pričakovati, da bo to ozemlje islamske države, ki ga danes zaseda v Iraku in v Siriji, zgodovina v nekaj mesecih. Ne bo pa zgodovina ta ideologija. Ja, tudi Obama je rekel, da bo uničil islamsko državo. To se pravi kot ozemlje. Kot ozemlje. Mi pozabljamo, da v Libiji je zelo močno prisotna, da je zelo močno prisotna v Jemnu, na Sinaju, da je prisotna v Afriki in tako dalje. In je prisotna tudi v Evropi, ne samo v Afriki in na Bližnjem vzhodu. Zdaj, kar zadeva samo izurjenost teh ljudi, ki ne bi prihajali po, bi rekel, tej poti, dejstvo je, da se je ravno z internetom bi rekel, sama informacija ali pa način širjenja znanja izjemno olajšalo. Torej danes recimo sestaviti razstreljivo in izdelati neke vrste somalijski jopič je bistveno bolj enostavno, kot je bilo morda nekaj let nazaj. Ker dobiš dejansko za to navodila. Malo nas je presenetilo ta sestava, kakšen material so imeli v hiši, aceton in stvari, ki se uporabljajo. Ki se uporabljajo v vsakdanjem življenju, ker je popolnoma normalno, da bodo uporabljali tisto, kar je lažje dosegljivo oziroma manj bi rekel, tvegano. Dejstvo seveda pa tudi je, ker je pokazalo kar nekaj primerov, da so po tej poti skupaj z migranti potovali tudi borci islamske države. Ki so se vračali nazaj. Ki so se vračali, pa ne samo, da so se vračali. Tudi nekateri pod tujimi imeni, kot je v bistvu. Večinoma namreč, ne. Oziroma pod. Glejte, tudi če se niso vračali pod tujimi imeni, dejstvo je, da se migrantski val ni ustrezno evidentiral. In to mislim, da je vsem jasno in kljub temu, da so vse države trdile, kako preverjajo na meji, kako dejansko. Jemljajo prstne odtise in. Ampak zdaj, če v bistvu imate vi prstni odtis na neko XY osebo, o kateri nič ne veste, nimate nobene zgodovine te osebe in tako dalje, in če seveda teh podatkov nima ostali, potem je to enako ničli. Tako da v tem kontekstu je ta migrantski val v bistvu bolj kot ne opozoril na probleme, ki jih imamo s prostim pretokom ljudi znotraj Evropske unije. Oziroma z nekontroliranim vstopom teh ljudi na ozemlje Evropske unije. Ne samo za nekontroliranim vstopom na ozemlje Evropske unije, tudi gre za prehajanje med državami Evropske unije. Med državami Evropske unije. To se pravi recimo Belgija, Francija, zakaj? Zato, ker preprosto oni vedo, da suverenost Belgije se konča na meji in da se tam konča suverenost Francije. Oziroma začne suverenost Francije. In se počutijo varne, potem ko iz ene države v bistvu pobegnejo v drugo. Točno to. Kar je pa paradoks v bistvu tega varnostnega sistema. Kar je trenutno stanje v Evropi, ko preprosto ko smo dejansko prehitevali z združevanjem na ekonomskem področju, delno na političnem področju, seveda tudi na področju prostega pretoka ljudi, kar je bilo nam zelo seveda vsem všeč, ko smo vstopili v Evropsko unijo, vendarle nismo temu simultano oziroma sinhrono sledili na varnostnem področju. Kaj bi po vašem, mislim, zdaj, če ostanemo pri tem, kako bi bilo potrebno po vaši oceni strukturirati ta evropski varnostni sistem? V bistvu, kaj bi bilo treba najprej po vaši, če gremo po vrsti? Zdaj nekateri se zgražajo na tem, da evropske države zmanjšujejo proračune
ne povečujejo, mislim, pač pričakujejo povečevanje proračunov za varnostne sisteme, za policijo, vojsko, za obveščevalne službe, ampak če na evropski ravni, kaj bi bil pravzaprav po vaši oceni prvi korak, a je to ustanovitev skupne obveščevalne službe, nekakšnega FBI-ja evropskega oziroma policije, ali kako bi po vaši oceni morala pravzaprav se strukturirati ta varnostna struktura v Evropi? Mislim, kaj bi bilo treba najprej narediti oziroma kateri koraki bi morali biti narejeni? Prvi korak bi moral biti ugotoviti, katere države dejansko želijo Evropsko unijo ostati. Katere države dejansko želijo? Katere dejansko želijo Evropsko unijo in integracije. Namreč, kar imamo danes, problem je Poljska, mislim, te države vzhodnoevropske oziroma Višegrajska skupina. Danska ni, v bistvu, kar se tiče pravnih oziroma pravosodja, je tudi izjema. Velika Britanija je izjema s tem, da seveda še grozi z izstopom. Treba je ugotoviti, katere države so tiste, ki so dejansko pripravljene suverenost prenesti na neko federalno državo. Torej, Evropska unija pravzaprav se mora nujno federalizirati v tem smislu, da bodo države imele manj suverenosti in da bodo več suverenosti prenesle na državo. Če mi zdaj ustanovimo Evropski FBI, če ustanovimo Evropsko mejno stražo oziroma Frontex preoblikujemo v Evropsko mejno stražo. Za varovanje meja, šengenski vstop v Schengen. Mi moramo seveda istočasno tudi doseči, da bodo države priznale te institucije kot tiste, ki bodo dejansko delovale na njihovem ozemlju. To se pravi, da se lahko zgodi, da bo pač pri nas preiskovala neke zadeve v bistvu ljudje iz teh federalnih inštitucij. Natanko tako. Poglejte primer Združenih držav Amerike, imate recimo indijanske rezervate, izjemno samostojne, z indijansko policijo, izjemno samostojna. Vendarle, ko gre za, bi rekel, točno določene grožnje in se pravi same varnostne incidente, tedaj lahko FBI vstopi v te rezervate in seveda ne da bi za to potrebovala neko avtorizacijo. Torej, po isti analogiji bi morali dejansko potem države, ki bi se za to odločile, dovoliti oziroma omogočiti spremeniti svoje ustave, spremeniti svoje dejansko, bi rekel, tudi ne nazadnje ustroje in omogočiti tem strukturam delovanje na njihovem ozemlju. To se pravi, in jih ustanoviti ali bi lahko iz Frontexa to ne more? Mislim, Frontex je predvsem za varovanje meja. Za varovanje meja. Medtem ko če bi se seveda ustanovila neka, bi rekel, Evropska FBI, tu bi dejansko morala država prispevati neke svoje resurse, tako kot ne vem, da nazadnje smo v Sloveniji ustanovili nacionalni preiskovalni urad, to se pravi, da smo neke strukture izločili in jih formirali na novo, tako bi seveda zdaj tiste države, ki bi se za to odločile, ki bi sodelovale, morale narediti enako in ustanoviti to strukturo. Namreč, če smo se odločili, da nimamo več svoje valute. Monetarne unije, mislim, da prenesemo monetarno suverenost na Evropsko centralno banko. Tako, in seveda po isti analogiji bi morali potem iti tudi na varnostno področje. In kot sem rekel, najprej ugotoviti sploh, kdo je tisti, ki hoče, ki želi. Ki želi ostati v Evropski uniji znotraj tega. Kdo hoče ostati, kdo hoče oditi iz tega. Najprej bi morali to ugotoviti. Potem to je prvi pogoj, da bi sploh po vaši oceni lahko formirali to skupno evropsko policijo in pa verjetno tudi neko obveščevalno varnostno službo. Brez dvoma, to se pravi zavarovanje meja, mogoče seveda ne pozabiti tudi na Evropsko vojsko. Kar se je pokazalo je, da pravzaprav so države same zase izjemno tukaj, bi rekel, šibke in nekatere države že imajo, bi rekel, svoje skupne enote. Nizozemska in Belgija imata skupno mornarico. To se pravi, eno mornarico z enim poveljstvom in združuje obe državi skupaj. Imate potem tudi določene mešane enote, to bi treba seveda potem zopet prenesti na širši krog držav. Isto velja za jasno Frontex oziroma varovanje meja in za obveščevalni del. Tako da bi dejansko vse te glavne komponente, ki jih država mora imeti, tudi Evropska unija imela in potem bi dejansko Evropska unija postala neka vrsta država. To se pravi, v bistvu te kritike, ki predvsem smo zadnje čase slišimo, predvsem iz strani Združenih držav Amerike, tudi ne nazadnje predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, ki je
kritiziral Bruselj, da je bil še pred nekaj leti čist solidno mesto, danes pa v bistvu Američani praktično odsvetujejo potovanje v Evropo, ne, kot da smo, to je paradoks, kot da smo Bližnji vzhod, kot da smo postali neko nevarno območje. Ne. Te kritike mislite, da so upravičene, vsaj strani, mislim, kar se tiče teh varnostnih struktur in pa boja proti terorizmu, ne, ki se je pokazal. Zdaj, tu je še en problem. Mi se zdaj ves čas pogovarjamo o tem, kaj ustanoviti, katero strukturo, kam jo postaviti in tako naprej. Delamo ves čas na nekem sistemu. Problem Evrope je zdaj še eden, ne, in ta problem seveda je tisti, ki dejansko je, tudi če ga primerjamo za ZDA, izjemno pereč. Nismo vzpostavili neke skupne evropske identitete, kar je za državo nujno. In to je morda... Se ne počutimo kot Evropejci, ampak kot pripadniki oziroma nacionalnih držav. Točno tako, to je zdaj ena stvar. Druga stvar, ne samo zadnjim migrantskim valom, ampak z vsem povojnim obdobjem v Evropi je seveda prišlo do izjemnega mešane populacije. V Bruslju imate danes, mislim, da 130 in še nekaj nacionalnosti, ki tam živijo in delajo. Torej, Evropa je de facto multinacionalna, s tem, da seveda pa še vedno temelji na nacionalnem principu. Za razliko od ZDA, ki vedno ves čas poudarjajo, da so država emigrantov oziroma država, ki je nastala z migracijami. Mislim, so uspeli praktično, so enotna federacija v bistvu. So enotna federacija, imajo zelo močne temelje, imajo pravzaprav neke vrste, še danes zelo prisotno to protestantsko etiko v svojem konceptu države in gospodarstva nenazadnje, ki je povezano z liberalizmom, bojem na trgu in tako dalje. Ampak imajo neko ameriškost, tisti, ne vem, slovenski Američan si, Italian American, karkoli si že pač, ampak si zraven še Američan. Pri nas se nihče ne izraža kot Slovenec Evropejec, Nemec Evropejec. Mislite, da to se pravi, če smo zelo pesimistična na tej točki, da dokler pač ne bojo te stvari razrešene, tudi ne bomo mogli govoriti o neki uspešnosti ali boja proti terorizmu oziroma boja proti tem terorističnim celicam, ki so absolutno. To je ključna ugotovitev. Boj proti terorizmu se ne bo končal ne v Palmiri, ne v Mosulu, ne torej v Raki, še manj se bo končal s tem, da bomo sesutje, mislite, islamske države. Še manj se bo končal ta boj z nekimi novimi strukturami, kot ste sami že prej omenili, niso problem prva generacija priseljencev, ki se zavestno odloči, da bo dejansko zamenjala svoje okolje. Ampak tisti, ki so že druga, tretja generacija, ki se niso integrirali, v bistvu. Jaz mislim, da je to problem čisto psihološki, v neke vrste razcepljenosti. Torej, oni so razcepljeni med neko novo domovino in staro domovino svojih staršev ali pa starih staršev. Še vedno seveda govorijo jezik tako, ne. Po drugi strani, recimo danes, ravno zaradi medijev, satelitskih, interneta in tako naprej. So pa dosti povezani. So zelo povezani, ne. In recimo vi imate Švedsko, kjer imate geta, ki so popolnoma ločena od švedske družbe glede na vrednote, norme, delovanje in tako naprej. Enako velja za Nemčijo, za Francijo, za Belgijo in tako dalje, za Veliko Britanijo. Skratka, gre za paralelni svet. Gre za paralelni svet. In to tudi obstaja teorija o paralelnem svetu. V Nemčiji je zelo močno razvita v sociologiji in dejansko živimo v bistvu fizično vsi na istem prostoru, mentalno smo pa vsak v svojem okolju. To je zanimivo tudi z tega področja. Zanima me, kakšne je pravzaprav, mislim, seveda ne morete poznati, verjetno se ne ukvarjate s psihologijo tega, ampak kako pravzaprav te teroristične celice funkcionirajo. Zgleda, mislim, saj pač po teh podatkih, ki jih dobivamo preko nekaterih funkcionarjev, v bistvu teh obveščevalnih služb v posameznih državah, so zelo samostojne te teroristične celice in lahko samostojno zbirajo tako cilj, kraj, čas napada, neodvisno ena od drugih, ne, v bistvu, ali kako pravzaprav funkcionirajo te teroristične celice, v bistvu, ne. To v bistvu ni samo vprašanje psihologije, ampak to je vprašanje komunikacije. Bolj kot bi bile one integrirane,
večja je bila verjetnost, da bi bila komunikacija prerezana, oziroma da bi obveščevalne službe zaznale te komunikacije. Torej, one morajo biti čim manj vertikalno usmerjene, čim bolj morajo delovati horizontalno. Torej, neodvisno ena od druge. Ena od druge, v bistvu. Bolj kot komunicirajo, bolj kot si Bolj večja je možnost, da bodo prestrežene da bodo te prestrežene. komunikacije. Druga zadeva, ki je pomembna, je ta tako imenovana kontrola, notranja kontrola. Če ste opazili, zakaj brata, Ja. se postavlja vprašanje, zakaj brata. Ja, to je res, to je zanimivo v bistvu, ne. Mislim, vprašanje, ki so tudi... Ampak, gledajte, po drugi strani je odgovor zelo jasen. Komu boste bolj zaupali kot bratu? Nikomor, ja, v bistvu ne. In če pogledate primer Pariza in primer Bruslja, Ja. niso se vsi razstrelili. Niso se vsi razstrelili. To se je pravi, res. da kljub temu, da so zelo motivirani, da so zelo radikalizirani, da so dejansko zelo indoktrinirani, še vedno obstaja nek delež ljudi, ki bo pa na koncu se malo ustrašil in ne bo potisnil knofa. Salah Abdeslam pravi, da bi se moral on razstreliti, ampak da pa si je premislil na koncu. Dvakrat si je premislil. V Parizu in v Bruslju. In zdaj, zato, se pravi, če so res odločeni, da gredo do konca, potem je treba izbrati načine, da so res izjemno tudi medsebojno povezani, da si zaupajo več kot 100%, da bodo šli do konca. Zanimivo je še, v bistvu tudi ta neidentificirani napadalec na letališču na begu. To je tudi zelo zanimivo vprašanje. On naj bi, mislim, meni par stvari, ko sem jih vsak dan dobivamo informacije, ampak še vedno mi par stvari ne gre skupaj. V bistvu zdaj ena bomba naj bi ostala neeksplodirana na letališču. Kdo je bil ta človek, ki očitno ni nosil rokavice in že od samega začetka je očitno vedel, da se on ne bo razstrelil. Brata, mislim, Khalid el-Bakroui pa še eden, ki se je razstrelil, ta dva sta nosila črne rokavice, ta tretji ni nosil rokavice, naj bi pa pripeljal bombo, ki naj ne bi eksplodirala in bi naj pobegnil. To so zanimivi detajli, plus tega, da je eden od napadalcev, da naj bi bila dva napadalca na podzemni železnici, eden naj bi se pogovarjal z tem samomorilskim napadalcem, ki naj bi šel na vlak, drugi pa naj bi ne bi šel na vlak, v bistvu ne. A je možno tudi, da pravzaprav nekdo ostaja od njih zunaj, mislijo, da se bodo vsi razstrelili, pa se na koncu ne, ali so si premislili, kaj je po vaši oceni bolj verjetno, ali da si nekateri premislijo, ali da imajo drugačne naloge pravzaprav v tem celotni. Morda ste gledali ameriško serijo Domovina. V zadnji sezoni te serije je sicer neka druga država, torej Nemčija, center ali pa prizorišče napadov, popolnoma ista zgodba je, kot da bi jo danes gledali v Bruslju. Se pravi, brata, s tem, da v tistem primeru gre za to, da eden od bratov se premisli. Ampak tudi v tistem primeru, kot da bi ga posnel v realnost, gre za enako zgodbo. Imate dejansko pripadnike, ki gredo do konca in tiste, ki se premislijo. Seveda, eno je fikcija, drugo je realnost, ampak dostikrat se ta meja izjemno briše. In v tem kontekstu je seveda zdaj toliko bolj pomembno, da se čim prej identificira ključne... Kdo so vodje teh celic? Tako. S tem, da, veste, celica sta lahko samo dva, Dva. Dejstvo je, da manjša kot je celica, bolj je prilagodljiva, bolj je pravzaprav lažje se skrije, manj je verjetnosti, da se potem kontaminira oziroma da se odkrije. Čeprav je precej logistike, najemanje stanovanj, nabava v bistvu tega materijala, menjavanje identitete, avtomobilov, stanovanj, vožnje, mislim, prehajanje mej, očitno so se v bistvu, recimo, ta Belkaid je bil tudi ustavljen na mađarsko-avstrijski meji. To je to, kar vi govorite cel čas, v bistvu, da se ti ljudje pravzaprav kar dosti svobodno sprehajajo po Evropi sem in tja. Zdaj, kaj pa je še praktično,
kaj pa so še značilnosti teh celic? To se pravi, da so čim manjše, da so neodvisne druga od druge, očitno pa je skupaj in pa je to, da so večina teh ljudi, ki so se ali razstrelili kot samomorilski napadalci, da so bili pa v Siriji, ne, v bistvu ne. Vsaj nekaj časa preživeli v Siriji. Zdaj, gledajte, Sirija je bila v tem smislu pomembna, ker je z nastankom islamske države dobila neko otipljivo vrednost. To se pravi, zdaj, sama ideologija je pomembna, vendar ideologija se mora dejansko materializirati. Mora se dejansko realizirati v praksi. Oziroma, tudi so se učili tam verjetno teh veščin, ne, v bistvu ne, vsaj nekateri. So se učili, čeprav vsej v Siriji, ne, v Siriji islamska država, poleg tega, dobro, da jasno tudi izvaja neke napade, podobne kot v Bruslu pa v Parizu, v Siriji je islamska država razmeroma konvencionalna. Torej, bojuje se z razmeroma konvencionalnim orožjem. Ne gre za terorizem, gre za, bi rekel, bolj vojaško taktiko kot ne. Ampak to so pa specialna znanja, v bistvu, ne? To so specialna znanja. Ki so jih menda v določenih kempih, kjer jih posebnih kempih izobražujejo za sestavljanje bomb, za obveščevalno delo in za te zadeve, ki niso, ti kempi naj ne bi bili, vsaj po nekaterih podatkih, samo v Siriji, ampak presenetljivo v nekaterih drugih državah. Ti kempi se premikajo, ne? Sej pogledajte, po zasedbi Afganistana 2001, se pravi, ko talibanski režim propada oziroma se umakne, se ti kempi premaknejo, ne? Potem v Irak, potem v Iraku se delno pride do nekega zatišja, kjer je prišlo do dogovora med sunitskimi plemenskimi poglavarji in pa med vlado v Bagdadu, se prestavijo v Sirijo, ne? Skratka, kempi iščejo safe haven, kot se temu reče, iščejo neko varno zatočišče. In ko bo v Siriji in v Iraku to varno zatočišče, bojo pa Vjemno ali pa v nekaterih afriških državah. Je pa Sirija dobra, ima pa dobro pozicijo, ne? Prvič, zaradi pristopa. Zaradi pristopa, drugič, ker je blizu Evrope, tretjič, ker je razmeroma, bi rekel, država zelo razvita in z neko tradicijo, to ni nek, recimo, Jemen ali pa neka afriška država, ki bi bila... Tako, ne? Infrastrukturno razvita, infrastrukturno dostopna. Dobro, jaz bi na tej točki predlagal, da pogledamo oglase, pa gremo na zadnji sklop vprašanj. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj mogoče še en moment, ki ga nismo nocoj omenjala, ampak je pa seveda takoj neposredno povezan s temi varnostnimi problemi. To je seveda vprašanje posledic teh terorističnih napadov. Zdaj, po enem podatku, ki sem ga bral, so ti napadi v Bruslu pravzaprav povzročili Belgiji okrog 4 milijarde škode, neposredne, ne? Seveda letališče bo še zaprto, ljudje napovedujejo, da nekateri, da noče več delati v Bruslu, da je to preveč nevarno in te zadeve. Mislim, to so pa nekatere stvari, ki so pa seveda, bi rekel, cena te varnosti v bistvu je visoka. Cena, bi rekel, te nevarnosti, je izjemno visoka in to ne samo za gospodarstvo, za ekonomijo, ampak tudi za državljane. Cena je v tem, da bo brez dvoma ta svoboda, ki je bila značilna recimo za neko evropsko idejo, nek odprt duh in tako naprej, da bo ta dejansko zelo, zelo zmanjšana. In brez dvoma bo tako več nadzora nad posamezniki, kot nad našimi delovanji, komunikacijami in tako naprej. Omenjali ste gospodarstvo. Gospodarstvo seveda je nujni deležnik v tem področju, a pa v tem smislu, ker terorizem, kot sva že večkrat rekla, je stvar neke percepcije, to se pravi nekega psihološkega momenta. Tudi ekonomija je podobna, ko gre za zaupanje investitorjev, ko gre nenazadnje za zaupanje v neka podjetja, v neke države in tako dalje. Če bi bili ti, to se pravi, če se bodo ti nadaljevali ti napadi in če bo prišlo do nekega večjega, bi rekel, ali ogrožanja, bo sigurno se to poznalo na borzah, v bistvu, ne? Ne samo na borzah, tudi v direktnih gospodarskih investicijah. Poznalo se bo v direktnem pretoku kapitala. Kapital vedno išče kot voda. In pa predvsem turistične industrije, kjer že se zdaj išče varne destinacije. Seveda.
Ker je predvsem prizadeto, v bistvu Turčija predvsem prizadeta in še Turčija, tudi Francija. Francija je v bistvu država v Evropi z največjimi dohodki iz turizma. Ja, to so tudi podatki že, da je se zelo zmanjšal, mislim, da se je dosti, pa zdaj, če smo velikonočni prazniki, govorijo o tem, koliko je manj ljudi prihaja v Rim, oziroma da pričakujejo dosti manjši obisk zdaj v veliki noči. To so pa nekatere v bistvu stvari, ki se jih pravzaprav sploh niti ne zavedamo. V bistvu ob tem, ko smo zgroženi nad tem, kar se je, nad tem dogajanjem v Bruslu, oziroma nad tem, kar se nad človeškimi tragedijami in nad v bistvu je to je eno vprašanje tudi za proces globalizacije. Terorizem seveda kot takšen, ki se danes pojavlja in s katerim se soočamo, je globalni fenomen, ampak v bistvu njegova žrtev je pa globalizacija. Ja, seveda, to je res. To, da mi potujemo po svetu, da dejansko je ta limit nekega fizičnega prostora zelo, labilen, da se seveda deluje gospodarsko, informacijsko na svetovnem nivoju, vse to pravzaprav je lahko potem neka posledica ali pa neka žrtev tega časa. Da deluje globalno, v bistvu, ne samo nekje na določenem prostoru. V bistvu. Ja, po drugi strani veste tudi res, da kolikor hitro pride do enega izjemnega šoka, se po drugi strani tudi družbe razmeroma hitro postavijo v neke normalne tirnice. Če danes vzamete Francijo, tudi Pariz, sta že 2 napada bila v nekem kratkem času, pa se je po prvem Pariz zelo hitro postavil na noge in tudi po drugem tudi. Čeprav je zahteval dosti več žrtev, veliko več žrtev kot napadi v Bruslu. Me pa predvsej vse te stvari vedno znova nekako navdaja nek občutek, da ali teroristi ne želijo resnično nekega hudega napada, ali pa se jim vedno znova ponesreči. Ja, to ste prej rekli, da ne samo Bruselj, tudi Pariz, poglejte, v Parizu se spomnim, je bila nogometna tekma med Nemčijo in Francijo. Če bi napadalec prišel skozi vrata na Stade de France, bi bilo 1000 mrtvih. Bi bilo na 1000 mrtvih zaradi stampeda, ki bi se zgodil kot ne samo posledica, ne kot posledica bombe. Samega bombnega napada. Ves čas pravzaprav vse nekaj dogaja, vendarle ni še tista kaplja čez rob, ko bi dejansko apokaliptične posledice, v bistvu, kjer bi se mrtvi v bistvu šteli v tisočih. Ni pa izključeno, da se to ne bo zgodilo v prihodnosti. Ni pa izključeno in najbolj zahtevno za varovanje so gotovo velika zborovanja. Omenjali ste Rim, potem imamo pred sabo Evropsko prvenstvo v nogometu v Franciji. Tako da vse to so pravzaprav dogodki, kjer je varnost, potem imate public viewing, se pravi javne gledanje teh tekem in tako dalje. Vse to je jasno. Mislite, da bodo ti teroristični napadi vse na nek način spremenili, ko dostikrat govorijo politiki, to je napad na evropski način življenja, na evropske vrednote, na svobodo, da se bo tudi spremenilo to, bi rekel, da javne prireditve, v bistvu masovne javne prireditve. Jaz mislim, da se ne bi smele spremeniti. Da se ne bi smele. Da se ne bi smele. Poglejte, mi morda resnično zapadamo v neke vrsto inflacijo, psihozo, v bistvu. Psihozo po teh dogodkih. Ampak, če vzamemo samo statistiko. Je 1200 ljudi, v bistvu, zdaj sem bral statistiko, ISIS oziroma Islamska država je odgovorna za, mislim, da brez Sirije pa brez Bližnjega vzhoda, da je bilo teh žrtev terorizma 1200 ali nekaj tega, če sem prav prebral. Če vzamete prometno varnost v Nemčiji, na leto gre število žrtev smrtnih v nekaj tisoč. Skratka, in kdo od recimo nemških državljanov ali pa od Slovencev, ki gremo na nemške avtoceste, kjer so dejansko hitrosti neomejene, kdo od nas razmišlja, da se tja ne bo podal, ker je nevarno, oziroma ker je potencialno veliko večja verjetnost, da boste doživeli nesrečo, kot da se doživi napad. To se pravi, v bistvu, kljub temu, da pač seveda so ti napadi medijsko odmevni, da povzročajo pač verižno reakcijo, je vendarle zdaj, če to statistiko pogledamo teh napadov, v bistvu
ni visoko število žrtev. V bistvu, vse, če gledamo zunaj teh, recimo, držav, kot so Bližnji vzhod, Pakistan, recimo Sirija, Irak ali pa sosednje države. V bistvu. Brez dvoma, statistika seveda je, veste, problem je statistike v tem, da dosti poenostavlja. Problem terorizma je pa tudi v tem, da se vedno sprašujemo, kaj bi se lahko zgodilo. To se pravi, obstaja vedno nekaj. Če bi bil jaz tam, če mislim sebe, vsak vidi sebe, če bi se znašel na napačnem kraju, v napačnem času. In če bi se recimo zgodil nek napad na jedrske zmogljivosti, na kemične tovarne, na oskrbo z vodo in tako naprej. Nenazadnje spomnimo se lahko primera Japonske, ki sicer se nam zdi kot blazno varna država, brez migrantov, zelo etično homogena in so imeli mašinerijo sekto, ki je s sarinom zaplinila tokijski metro. To je res. Skratka, hočem reči, da ta veliko potencialna velika kataklizmičnost v terorizmu je tista. Apokalipsa, ki se nam še ni zgodila. Ampak bi lahko rekli, da zdaj vedno po teh napadih rečejo, recimo, jo primerjajo z 11. septembrom. Se vam zdi, da so ti napadi mačevski v Bruslu 11. september za Evropo, ali so bili to pariški napadi? Nič od tega. Nič od tega? Ne. 11. september je bil samo eden. Prosim? 11. september je bil samo eden. Z ameriškim 11. septembrom se tega ne da primerjati v vaši oceni? Se pravi, 11. september kot šok, ko je bila prva novica na CNN, Amerika je napadena, torej največja svetovna sila je napadena, ta šok se preprosto ne bo več ponovil v zgodovini. V Evropi se ne more ponoviti. Ne glede na to, kakšne stvari bi se zgodile po vaši oceni. Zaradi tega, ker je to bilo prvič. Ker je bilo prvič. Terorizem v takšnem obsegu. In z uporabo takšnih, recimo, nekonvencionalnih tehnologij. Tako da zdaj seveda jasno, to ne pomeni, da se ne bo zgodil nek napad, ki bo več žrtev zahteval kot 11. september v Ameriki. Ampak napad, ki pravzaprav je pokazal, da nihče ni varen, da tudi najbolj zmogljiva država na svetu, ko gre za varnostni sistem in obveščevalni sistem in seveda tudi vojsko, ni varna. Potem seveda neka Belgija je še toliko manj varna. Kaj pa, če še Sloveniji par besed namenima, kaj lahko sploh mi naredimo v tem zdaj politični vrh zagotavlja, da se ogroženost Slovenije s tem napadom ni neposredno povečala. Seveda, po drugi strani je informacija, da je bil pač eden od diplomatov slučajno na podzemni železnici in je seveda to čisto neko drugo dimenzijo potem dobi. Mislite, da bi se lahko zgodilo, da bi bila tudi Slovenija tarča terorističnega napada v takšnem smislu, kot se je to zgodilo v Parizu ali pa v Bruslu? No, verjetnost je gotovo manjša, glede na to, da Slovenija ni izpostavljena v svetu kot neka država, ki pravzaprav bi bila neko vodilo ali pa nek decision maker. To brez dvoma drži. Po drugi strani je pa dejstvo, da smo blizu Balkana, da nenazadnje se je Balkan v velikem delu zelo radikaliziral. Mislite, predvsem zaradi tega, predvsem v smislu Bosne oziroma... Ne samo Bosne, recimo Kosovo je ena od držav, ki ima zelo visoko število ljudi, ki so bili v Siriji. Sandžak, recimo, na meji Črne gore, Srbije, je tudi zelo močno prisoten v tem kontekstu. In nenazadnje, če danes še povežemo z to sodbo Karadžiću, Balkan ni še vedno stabilno področje. Tako da v tem kontekstu je pa neka druga situacija. Neka druga situacija. Slovenija pa vedno bo reflektirala dogodke iz Balkana, zaradi naših in zgodovinskih tudi... To se pravi, to se vam zdi večja grožnja, kot pa da bi sam napad islamistov ali bi rekel nekoga iz neke teroristične celice ali kogarkoli od tistih, ki so vezani direktno na islamsko državo, da je večja nevarnost, da
se zgodi zaradi tega, ker smo pač vpeti v ta balkanski prostor? Po mojem mnenju, ja. Bolj kot pa delovanje neke teroristične celice, če tako rečem, kot samostojne, da bi v bistvu prišlo do samostojne. Glede, Slovenija sicer ima, zdaj jasno, to so že veliko neke antropološke študije, ampak islamsko prebivalstvo v Sloveniji je v veliki večini iz področja bivše Jugoslavije, za razliko recimo od vseh ostalih držav Zahodne Evrope. To islamsko prebivalstvo je imelo vedno drugačno pozicijo v Bosni, recimo, če pogledate do implementacije islama v družbi, in to je gotovo en moment, ki vpliva na slovensko varnost v nekem bolj pozitivnem smislu. Res pa seveda je, da bi zaostritev razmer na Balkanu potem lahko privedla tudi do neke refleksije oziroma do nekega prenosa teh konfliktov v Slovenijo, kar pa nam ne gre v prid. Po drugi strani morate še nekaj vedeti, Slovenija je država, ki je tranzitna država. Ja. To se pravi, mi smo na dveh koridorjih. 500 000 ljudi je šlo v bistvu čez Slovenijo. Ja, in če pogledate dejansko, evo danes se bodo že začeli masovni prehodi meje zaradi velikonočnih praznikov. To je samo odraz, kako smo pomembni na tem geostrateškem zemljevidu Evrope. Tako da zdaj, da Slovenija pravzaprav bi bila cilj, je manj verjetno najbrž, kot da je to neka Nemčija, zlasti pa Velika Britanija, Francija in tako naprej, in ZDA. Po drugi strani smo pa razmeroma lahko hitro... Lahka tarča, v bistvu. Predvsem pa okolje za zatočišče. To se pravi, okolje, ker imamo razmeroma majhen varnostni aparat, ker imamo ogromno svojih migracij, govorim o dnevnih migracijah, cestnih in železniških, ker imamo tudi razmeroma primerno, bi rekel, površje, naravno okolje, bi pa lahko postali tudi neka vrste, bi rekel, zatočišče za neke teroriste, ki so sodelovali ali bodo sodelovali v teh terorističnih napadih. Zdaj, mogoče še mislite, da bo ta v bistvu premirje v Siriji oziroma pogajanja o premirju, ki tečejo v Ženevi, in nek dogovor med velikimi, med nenazadnje Rusija je glavnino sil umaknila iz Sirije, čeprav še vedno sodeluje v napadih na Islamsko državo, da bo to, bi rekel, spremenilo frekvenco terorističnih napadov, če bo, kot ste vi rekli, čez nekaj mesecev padla Islamska država, v bistvu ne? Ali se bo frekvenca terorističnih napadov s tem še povečala, ker bo pač obračun z Islamsko državo ne bo obračun z ideologijo oziroma z fundamentalnim islamom. Problem bo v tem, da najbolj izkušeni borci, pa tudi tisti, bi rekel, mastermindi, tisti vodje, se bodo pravočasno umaknili. Se bodo umaknili? Brez dvoma. Tako da ne bodo čakali propada Islamske države. Ampak bodo poiskali varnejše in druga mesta. Seveda obstaja neka korelacija, kjer bi lahko rekli, da bi potem ravno v nekem smislu maščevanja, recimo, če tako rečem, povečali število teh napadov. Po drugi strani pa je v bistvu največji problem tudi ta, da ena stvar sem morda še pozabila, ko gre za islamski svet, to so države tako imenovanega arabskega polotoka. Države, ki so izjemno bogate, ki financirajo ne samo aktivnosti, se pravi, islamistov. Mislite Saudova Arabijo? Saudova Arabijo, Katar recimo. Prosim? Katar. Katar, ja. Ampak Saudska Arabija gotovo je... Turčija se zdi, da se, a vidite Turčijo tudi v tem kontekstu, ali ne zdaj več? Turčija je oportunistična država. Ona ima svoje interese, vedno imela, ne nazadnje imela ves ta del do leta 1918 pod svojo direktno kontrolo. Tako da Turčija je vedno znala balansirati med Zahodom in Vzhodom, v NATO isto, se pravi, bila je neka vrsta preka za izhod Sovjetske zveze iz Črnega morja, in ona je ta svoj položaj znala vedno naučiti. In ne bo podpirala neke, v bistvu se je zaustavil ta tranzit, se mi zdi, v bistvu... Ja, seveda, tranzit je brez dvoma upadel, če pogledate tudi zadnje podatke, Avstrija umika svoje osebje iz Šentilja, balkanska pot je pravzaprav dejansko zaprta in zaključena zgodba. Tako da, ampak v vsakem primeru, se mi zdi, da brez sprememb
tudi konceptualnih, ko gre za samo državo, za njeno pozicioniranje v Saudski Arabiji in drugih državah, ki so njene zaveznice na Arabskem polotoku, bodo vedno težave. Tako da tu mislim, da če samo navežem, da praktično vse pomembne islamske centre po Zahodu, recimo tudi na Balkanu in tako naprej, financirajo Savdici, Katarci in tako dalje, se vidi, da je njihov vpliv zelo močan. Ne? Po drugi strani pa, recimo kot zanimivost, lahko povem, da je eden največjih zasebnih vlagateljev v Volkswagenu katarska družba za investicije. Pa tudi v Srbiji. Mislim, v Srbiji sploh ne govorimo, ja. To so zanimivi paradoksi. Zdaj, če mogoče za konec rečemo, mogoče, če lahko napoveste, pričakujete, da bi, recimo, če gledamo ta zaporedja terorističnih napadov, ne, v bistvu na začetku lanskega leta je bil ta Charlie Hebdo, ne, potem na koncu leta napade v Parizu, zdaj približno 5 mesecev potem Bruselj. Pričakujete, da se bo v naslednjih mesecih ali pa do poletja zgodil še kak večji teroristični napad, mislim. Charlie Hebdo je bil napad na svobodo govora, ja. Na tisk, na medije. Ja. Pariz, ta drugi je bil napad na življenje. Bruselj ni nič od tega. Bruselj ima neko nejasno sporočilo. Nejasno sporočilo. Praktično ni bila napadana niti ne Evropska unija, niti ne NATO, niti ne belgijska država kot taka. To v tem simbolnem smislu je nek odskok od preteklih dveh sporočil, v bistvu sporočil, ki so imeli neko, če so že hoteli dati neko sporočilo, je to po vaši oceni ta zadnji napad brez zunaj koncepta. Zunaj koncepta, ja. Ker gre za v bistvu masakr nad ljudmi, ki so se nič hudega sleteč znašli na določenem mestu. Francoske službe pravijo javno, da bo letos črno leto, ampak gledajte, to zdaj je zelo izjemno težko reči. Mislite za terorizem na evropskih tleh, predvsem za Evropo v bistvu? In za varnost. Za varnost. Ja. V vsakem primeru številka, ki smo jih v začetku omenjali, koliko je potencialnih pravzaprav samomorilskih napadalcev in tako dalje, so seveda visoke, ampak najbrž so še bistveno večje. Ja, 90, 400, 5000, mislim. To so, rekel, popolne špekulacije, kot da bi pravzaprav resnično igrali na neko igro na srečo, ali pa na rusko ruleto. Verjetno teh potencialnih samomorilskih napadalcev, ki ubijajo tu sebe, tudi verjetno znotraj tega kroga islamske države oziroma islamskih fundamentalistov, je verjetno težko, jih ni v takem velikem številu, kot so 5000. To jih verjetno samomorilskih napadalcev jih je. To je zdaj seveda spet neka špekulacija, ampak brez dvoma lahko rečemo, da to najbrž ni bil zadnji napad. Hotel sem samo še to reči za konec. A mislite, da kaj je z družinami teh ljudi, v bistvu ne nazadnje ostajajo tu očetje, matere, bratje, sorodniki, v bistvu, a so, včasih je veljalo, da so bile materialno preskrbljene te družine, v bistvu vsaj. To velja za Bližnji vzhod. Za Bližnji vzhod. Kaj pa za Zahod? Ja, zdaj to je dobro vprašanje, ki bi morda. Ker se mi zdi, da so totalno stigmatizirani, da se poskušajo distancirati od tega. Eden od napadalcev, njegov brat, pravzaprav je belgijski reprezentant v taekwondoju, in državo zastopa in tako dalje. Skratka, zdaj morda ta družinski vidik. Ja, ena skupna značilnost je vseh samomorilskih napadalcev od Palestine do Belgije, da imajo vedno neko misel na družino. Ja, recimo tudi če pogledamo to pismo, Mamis je napadalec
eden od bratov piše mami pismo. V bistvu tu je precej idej, kako to izkoristiti v nekem varnostnem smislu, tudi nekatere so dosti radikalna v tem smislu, da bi morali zdaj še bolj vplivati na družine. Mislim, da je bilo v Franciji en sestanek da je francoski predsednik vlade sklical sestanek teh starešin, da naj pač poskušajo vplivati. Ja, to je edini sistem, ker morate vedeti, da z nekim izobraževanjem, formalno javnim šolskim sistemom, mediji, ne bomo spremenili nič. Treba je spremeniti dejansko način socializacije, torej iti v njihov sistem socializacije. Njihov sistem socializacije so pa geta, so zaprte skupine, so pomembni pridigari, ki jim oni zelo verjamejo, so starešine in tako dalje. Nenazadnje so tudi, bi rekel, moški kot tisti, ki odločajo v teh okoljih. To je tisto, kar je treba naslavljati in na ta način spremeniti in morda preprečiti nadaljne aktivnosti. Dobro, jaz bi se vam na tej točki, gospod Svete, zahvalil za zelo izčrpno analizo. Žal smo ostala brez enega od naših gostov, ampak mislim, da so bili vaši odgovori izredno zanimivi in da smo vsaj malo pojasnila pravzaprav te varnostne dileme, ki čakajo ne samo Evropo, ne nazadnje, ampak tudi Slovenijo in cel svet. Hvala lepa za sodelovanje na nocojšnji oddaji Vroči stol in vam, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost in lahko noč.